V letu 2026 se začenja leto ognjenega konja. Ko sem bila pred nekaj meseci v Bangkoku, kitajski četrti so se že na veliko pripravljali. Vse je bilo rdeče, vse je bilo v znamenju dejansko konja. Danes pa bomo z Darjo Furek pogledali za vsa znamenja, kaj to pomeni, tako osnovno, in glede na to, da že leta spremljam tvoje napovedi, moram reči, da so zmeri zelo eksaktne, ki potem preverjam za nazaj, tako da nekaj je kar znamen, a kar začneva s podgano. Najboljš. Ja, zdaj podgane imajo veliko izzivov, ker podgana je lomilka leta. Torej, konj podgana trčita sever in jug, trčita voda in ogenj, kar pomeni, da podgane lahko imajo več izzivov in sprememb. Lahko prihaja tudi do trošenja energije zaradi malenkosti, nepomembnih stvari, da delamo slona iz muhe, ne? Ampak ena stvar je najbolj pomembna. Podgane se morajo disciplinirati in na ta način lahko pridobijo koristi v letu 2026 in da res vejo, kam peljati spremembo in na kakšen način. Čustvena zrelost, poravnava za podgano zelo pomembna celo leto. Se pravi, disciplina, rutina, Poravnava. Bivol. Ja, bivol ima ugodno energijo, ker lahko napreduje in razreši neke tudi stare stvari, probleme, odnose. Ima zaščito, tako da nekaj, kar je neugodnega, se lahko spremeni v ugodno. In pa tudi še ena stvar je pomembna. Naj nikar ne odlaša, če bo potreboval pomoč, naj velikodušno zaprosi in dobil bo, kar potrebuje. Tiger, kaj se mu svetuje v letu 2026? Tiger pa naj potuje in se čim več premika in pridobiva predvsem nova znanja. Eno opozorilo je, lahko bi prihajalo do več nekih čenč zahrbtnosti ali pa bom imel občutek, da se to dogaja. Tako da tudi škandali zaradi romanc bi bili možni in zunanjih stvari, tako da bo tiger fajn, da dela na čustveni stabilnosti in zrelosti in se osredotoči nase. Kaj pa zajčki, bodo blagoslovljeni? Ja, no, zajčke po kar burnem letu 2025 čaka blagoslov v odnosih. In tudi srečna vrlina pomeni, da bodo obkroženi z ljudmi in prijetnimi dogodki. Je pa eno opozorilo, malo pazijo na jezik, ne. Lahko bi tudi prišlo do kakšnih pravnih zadev in urejanje, tako da pozorno tudi s kakšno birokracijo in drugimi zadevami. Beseda ni lopata, ne? Ni lopata. Kaj pa zmaji? Joj, zmaj naj govori, ker bo slišan. Marija, še bolj. Ja, ne bo vrženo v koš to, kar bo povedal, kar je zelo pomembno. In zmaj lahko razreši tudi mnoge konflikte, ki jih je bil deležen že od 2024. Ampak, ker je ena zvezdica, ki se ji reče krvavi nož, rabi paziti na poškodbe. Krvavi nož rad vidi kri. Tako da previdno s kakšnimi ostrimi rezili, recimo, in predmeti pa tudi na cesti. Pa za zdravje malo bolj poskrbeti. Hvala lepa. Kaj pa kače? Kače lahko bolje zaslužijo ali pa dobro zaslužijo. Tudi so blagoslovljene s tem, da bo teklo nekako vse skupaj brez skrbi. Ampak v primeru, če bodo znale urejati lepo sproti vse potrebno, je pa opozorilo na tem, da rabijo paziti tudi na komunikacijo in si urediti življenjski stil, da bodo podprle svoje zdravje, ki je lahko malo skrhano v tem letu, torej večja občutljivost. Kaj pa konj v letu konja? Konj v letu konja je general in veliki vojvoda leta, on je šef leta. Konj je že sam po sebi drzen, ne? Ampak v tem letu se mu lahko obeta napredovanje
ampak leto prinaša tudi veliko sprememb. Zato je prav, da konj prevzame vajeti v svoje roke in se pravilno vodi skozi spremembe, ki jih sam želi doseči. Potrebno je spremembo sprejeti in se umirjati, da nas spremembe preveč ne prizadanejo, ampak tudi eno opozorilo je, konji bodo rabili nadzorovati svojo impulzivnost, ker ta impulzivnost bi lahko vodila tudi do kakšnih poškodb in izostrenih odnosov. Se pravi, da se malo zakomplicira. Ja. Kaj pa koze? Koze so sončece leta, tako da bojo sijale svojimi žarki, čaka jih napredovanje, nova poznanstva, tudi dober potencial za zaslužek, še posebno, če bodo pogledale malo čez v tujino. No, super. Kaj pa opice? Kaj počne v letu 2026 opica? Opica potuje in se uči. Lahko bi bila malo bolj osamljena, zelo pomembno je pa tudi, da si vzame čas za počitek in zase. Kam bodo pa kikirikali petelini? Ja, bodo pa res kikirikali. Dobre priložnosti v odnosih, tudi za poroko, če še niso poročeni, samski lahko najdejo partnerje, ali pa spoznajo ljudi za dolgoročno sodelovanje. Petelini lahko krepijo tudi poslovno žilico, ki bo pa ugodna predvsem za sodelovanje z ženskami. Lepo. Kužoti se naj osredotočijo na odkrivanje talentov in jih izbrusijo ter na nova znanja. Znajo imeti veliko kreativne energije, po drugi strani pa tudi priložnosti za pravne zaplete. Se pravi, ne iščejo prijatelje odvetnike. Najbolje. In še zadnje znamenje Prašič. Prašič predvsem ima pozitivno iskrico na področju blaginje, ki jo lahko izboljša. Prašič naj ne posoja denarja, čeprav bo izboljšal blaginjo tudi na finančnem stanju, in tudi naj pazi na vredne predmete. Dobro, odlično. Najlepša hvala za tole napoved vseh znamen. Če boste na klepet@kavi.si pregledali zavihek brezplačno, pa najdete tudi celotno napoved astrološko, numerološko in tako naprej za leto 2026. To je izjemen priročnik, ki so ga za vas pripravili Darja Furek, Lili Sorom, numerologinja, in pa Jimmy za področje astrologije. Še vedno je čas, da si pogledate, da se pripravite, da si malo utrete pot, kajti kot pravi numerologinja Lili Sorom, ne začenjamo le novega leta, ampak nov 9-letni cikel, zato je to še toliko bolj pomembno. Hvala, Darja. Hvala.